V Dolenjih Lazih, nedaleč od Ribnice, sta si lastnika z marljivim delom ustvarila pravi raj. Njun vrt odseva predanost naravi, vsak kotiček pa pripoveduje zgodbo o družinskih vrednotah in ljubezni do vrtnarjenja. Vrt je obiskala naša sodelavka Jasna Marin. Osupljiva parcela družine Šmalc obsega 2800 kvadratnih metrov. Privlačna drevesa, prave in kovinske kokoške, čebele ter polkrožna klop ob okrogli kamniti mizi že zgodaj zjutraj privabijo lastnika, da sedeta na prostem, se zazreta proti Mali gori in snujeta načrte za nov dan. Magda in Tone smo na vajinem živahno obarvanem vrtu. Kolikokrat je bilo treba v roke vzeti lopato, da je nastala takšna podoba, kot jo vidimo danes? Ja, zelo veliko smo prekopali. To je Tonetova domačija, midva skrbiva za njo že več kot 35 let. Vrt je nastajal postopoma, največ pa smo ga uredili v zadnjih 15 letih. Ja, veliko smo postorili. Med hišo in cesto je bila ogromna dolina, katero smo zasuli, poravnali, gor pa naredili velik sadovnjak. Po 15 letih pa smo začeli sadno drevje zamenjavati za okrasno drevje in grmičevje. Sadno drevje pa smo prestavili na drug konec vrta. Pri nas je od nje tako, da je Magda tista, ki pove, kaj in kje bomo sadili. Jaz pa to ročno izkopljem in posadimo. Magda, kje pa ste se učili vrtnega oblikovanja? Zelo rada vzamem v roko kakšno knjigo ali revijo, največ pa sem se naučila iz izkušenj in napak. Spominjam se, kako sem si pred 25 leti zaželela rododendrume in azaleje. Vsadila sem jih tik ob hiši, na mestu, kjer so danes kaktusi. Kmalu sem ugotovila, da imajo premalo prostora in zemlje, zato sem jih začela premikati. Nekateri so naposled le našli pravo mesto v senci za hišo, kjer so še danes. Eden izmed njih je pa medtem že prerasel in je ostal kar na sončnem delu vrta. Potem cedra, pol metra od ceste. Take napake danes ne bi ponovila. Drevesa rabijo svoj prostor. Tudi Tone se spominja napake, ki se je zgodila, ko je prvič snoval vodni motiv. 2006. leta smo pa naredili ribnik, ki pa nismo imeli še dosti izkušenj, zato se danes vidi folija. Ampak očitno ste imeli tudi potem možnost za popravni izpit, kajti tukaj vidimo čudovit ribnik, ki je brezhiben. Ja, tako je. Ta ribnik se je pa zamislil sin Miha in delu smo pristopili drugače. Izkopali smo ga stopničasto, vam položili 15x12 metrov veliko folijo, na zgornjo polico pa smo naložili skale, tako da so 20 cm v vodi in se folije ne vidi. Imajo vsi vajini otroci veselje do dela z rastlinami? Sin Miha se je navdušil nad vrtom pri 20 letih. Takrat je šel nekajkrat z nama na obisk po slovenskih vrtovih in vsakič je prišel domov navdušen in s kakšno idejo. Tako je pričel izdelovati razne ptičje hiške, 2 hrastova stola, koktejl bar, rad je urejal tudi zelenico, potem pa se je na vrtu tudi poročil. Hčerka Nataša je na agronomiji študirala hortikulturo, tako da ima tudi znanja in veselje do rastlin. Pri najstarejši hčeri Klavdiji pa je sin Gal, najin vnuk, tisti, ki vsakič, ko pridejo na obisk, opazi, kaj je novega na vrtu. Ko je bil majhen, so še živeli pri nas, mi je večkrat vprašal, babi, kaj bova pa danes delala na vrtu. Tako da je v vsaki družini nekdo, ki mu je vez z naravo zapisana v srcu. Tudi drvarnico ste oplemenitili z rastlinami. Kaj vse ste posadili ob leseno steno? Ob drvarnici je nekdaj rasla trta. Pred 3 leti pa se je posušila in sem jo nadomestila z vrtnico vzpenjavko. Na desni strani se vzpenja bavarski kivi, v gredico pa sem posadila potonko in lataste hortenzije. Drvarnico krasi živa slika, za katero je Tone iz starih desk izdelal okvir in razpel mrežo, ki drži zemljo. Magda pa je vanjo zasadila homulice in netreske. Tudi vazaste skulpture so delo njenih rok.
Takšen okras lepo zapolni vrzeli, ki se pojavijo na vrtu. Med novejše pridobitve v vrtu spada eleganten leseni paviljon, kjer družina praznuje rojstne dneve, se obdaruje in uživa v družbi prijateljev. A ste vse, kar imate tukaj na vrtu, kupili ali ste prejeli tudi kaj kot darilo? Veliko smo dobili za darilo. Ta darila so mi zelo dragocena. Ko sva imela s Tonetom 50 let, sva dobila vsak svojo skalo od prijateljev. Tonetovo je že prekril javer, moja je pa še na odprtem. Ja, za 60 sem dobil kar nekaj okrasnih dreves. Bukev, trikolor, cedro, sakvoje, dendrum. Od brata pa sem dobil tulipanovec, ki je na sred vrta. In zdaj, ki večkrat, ko prije, se rad pohecam in mu rečem, to je edino darilo, ki je vsako leto večje in dražje. V eni od knjig sem prebrala, da gaber varuje pred slabimi nameni iz vidnega in nevidnega sveta. Tudi vidva imata kar nekaj gabrov in kaj je razlog, da ste jih posadila? Ker so gabri res lepa in odporna drevesa, sva se odločila, da jih posadiva za najine vnuke. Kupila sva 7 gabrov in takrat sva imela 4 vnuke. Sedaj imava pa tudi vnukov 7. Mogoče so prav gabri pripomogli, da se nam je družina povečala. Če pa pride še kakšen, mu z veseljem zasadimo drevo. Dela tukaj vama zagotovo ne zmanjka. Me pa zanima, če si vzamete čas tudi za uživanje v zelenem raju. Ja, vedno si vzamemo čas zase. Jaz se najraje ob poletnih večerih po končanem delu uležem v ležalnik na vrtu, si odprem osvežilno pijačo in opazujem sadove svojega dela. Jaz sem pa najbolj vesela, če na vrtu kaj lepega naredim. Ko me kaj boli, se uležem na ležalnik, spočijem in kar nekaj časa meditiram. Potem z delom nadaljujem. Zvečer sem utrujena, a zadovoljna, kajti če imaš rad rastline, na vse pozabiš. Vrt je za mene zgodba, ki se nikdar ne konča. Ponuja mi hrano za dušo, na njem se umirim, sprostim in preprosto uživam.